Občina Slovenska Bistrica je tudi uradno dobila najboljše v športu za leto 2022. Športnica leta je postala športna plezalka Lucija Tarkuš, športnik leta pa judoist Vito Dragič. Potrditev razgibanosti športnih panog in športa nasploh v občini Slovenska Bistrica je dokaz prav prireditev Športnik leta, ki ga prireja Športna zveza občine. Na tem slavnostnem dogodku, ki že nekaj let poteka v Viteški dvorani gradu, organizatorji podelijo zraven najbolj laskavih, športnica in športnik leta, še priznanja za kolektiv leta, perspektivne športnike, perspektivno ekipo, posebna priznanja za vrhunske dosežke in priznanja športnim delavcem, brez katerih tudi ni športa. Vrhunec prireditve pa je vsekakor razglasitev športnice in športnika leta. Lucija Tarkuš je ena izmed najbolj obetavnih slovenskih športnih plezalk. Članica alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica si je drugič zapored prislužila naziv najboljše športnice leta v občini. Kljub poškodbi rame, ki je preprečila še večje uspehe, je tudi v letu 2022 dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Na Evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Augsburgu je osvojila bronasto medaljo v težavnostnem plezanju. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v ameriškem Dallasu je bila v težavnosti 7., v balvanskem plezanju pa je bila 11. Poleg tega je na tekmi Evropskega mladinskega pokala v francoskem Chambéryju osvojila 4. mesto. Na zadnji tekmi državnega prvenstva v Kranju je zasedla 2. mesto v težavnosti pri članicah in pri mladinkah zmagala v skupnem seštevku v balvanih in težavnosti. Lucija Tarkuš je kategorizirana športnica mednarodnega razreda. Njen trener je Gorazd Hren. Torej, Lucija, čestitke za športnico leta občine Slovenska Bistrica. Kako je prijetno sedaj že drugič zapored stati tukaj pred temle napisom športnica leta? Ja, sem vesela, da tudi občina ceni moje dosežke in sem res hvaležna, da so me izbrali za športnico leta. Nova tekmovalna sezona, torej novo leto, ki se je nekako že kar začelo, tisti cilji, ki te čakajo letos? Ja, kakšna medalja na svetovnem pokalu in tudi to je lepo leto olimpijskih kvalifikacij. In sicer je močna konkurenca in tudi kvota je zelo majhna, ampak nek cilj pa je zagotovo. Športnik leta pa je že uspešno začel novo tekmovalno leto. Potrditev tvoje dobre forme in pripravljenosti je nova tekmovalna sezona, torej 2 Grand Slama v Parizu in na Portugalskem 9. mesto. Ja, to so bile dobre borbe, sicer sem tudi mesto izgubil z zelo dobrima borcoma, vmes sicer utrpel eno poškodbo, upam, da to čim prej saniramo. Malo mi je to ustavilo zdaj tekmovalni cikel, v bistvu sem mogel odpovedati 2 tekmi, Bolgarijo in Uzbekistan, kar je po eni strani dobro, po eni strani slabo, ker tudi ta ritem držati je zelo težko, ampak ja, upamo, da bom čim prej saniran, pa da gremo nazaj na tatamije. Vito Dragič je že 5. in hkrati 4. zapored najboljši športnik v občini. Član judo kluba Impol je tudi najboljši slovenski judoist za leto 2022 v točkovanju Judo zveze Slovenije. Vito Dragič je v preteklem letu dosegel vrsto vrhunskih dosežkov. Med drugim je v alžirskem mestu Oran osvojil naslov sredozemskega prvaka. Zmagal je tudi na tekmi svetovnega pokala v Sarajevu in na mednarodnem turnirju pohorskega bataljona v Slovenski Bistrici. Na tekmi svetovnega pokala v avstralskem Perthu je osvojil 2. mesto. Na svetovnem prvenstvu v Taškentu v Uzbekistanu in na evropskem prvenstvu v bolgarski Sofiji pa je bil 9. Na državnem članskem prvenstvu v Novi Gorici je osvojil 2. mesto. Vito Dragič je kategorizirani športnik mednarodnega razreda, njegov trener je Filip Leščak. Življenjska zgodba športnika leta pa je nastopiti pod olimpijskimi krogi. Prav modri krog predstavlja evropsko celino. Celo življenje sem delal za to, da bi se kvalificiral na olimpijske igre, da postanem olimpijec. Vse te lovorike, kar jih zdaj dobivam,
je en nivo niže kot to, da si v bistvu na olimpijskih igrah. Če sem celo življenje posvetil temu, zakaj ne bi še to zadnjo leto stisnil zobe in res probal, da ne živim v življenju v kaj če, ker to mislim, da bi me najbolj bolelo pri srcu, da bi si skozi govoril, kaj pa, če bi mi uspelo. Tako da je treba probati, pa upamo, da bomo blizu. Svojo noto odmevni prireditvi so dodali tudi gostje. Športnike so nagovorili župan dr. Ivan Žagar, predsednik Športne zveze Bojan Fajs in Irena Šela iz skupine Impol v imenu generalnega sponzorja. Lepo sceno nastopanja so pričarali tudi nastopajoči iz glasbene šole Slovenska Bistrica, ki so svojimi vložki nastopov popestrili omenjeno prireditev, katero je prvič in to zelo všečno povezovala Anja Sinič.